Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v prvih dneh maja ali velikega travna, ko naj bi narava že pokazala prve nastavke dobre letine, veselili pa naj bi se vinogradniki, sadjarci, poljedelci in vrtičkarji. Žal pa sta konec aprila zmrzal in sneg uničila dobršen del letošnjega pridelka, tako da lahko le nemočno opazujemo, kaj bi lahko še rešili. 1. maj, mednarodni delavski praznik, je po vsem svetu, pa tudi doma, prinesel veliko sporočil o položaju delavstva in revolta o ravnanju lastnikov kapitala in kršenju osnovnih človekovih pravic. V maju obeležujemo obletnico konca II. Svetovne vojne, na lokalni ravni pa odprtje vrtca na Zgornji Ložnici in nekaj lepih dogodkov pod okriljem Zavoda za kulturo. Naslednji teden pa se na koledarju izpisujejo ledeni možje, ki običajno prinašajo dež in ohladitve. Studio Bistrica pa v informativni oddaji tega tedna prinaša nekaj sporočil o dogodkih, ki so zaznamovali konec preteklega meseca. So pa kljub vsemu še vedno aktualni, zato prijazno vabljeni k ogledu. Slovenjebistriški upokojenci na občnem zboru sprejeli delovni in finančni načrt za tekoče leto. Učenci osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ob dnevu šole predstavili raznolikost znanja in interesnih dejavnosti. V Slovenski Bistrici zasadili drevesa ob dnevu zemlje. Tudi letos številna udeležba pohodnikov in drugih udeležencev, tako na Šarhovem pohodu kot festivalu miru na Pohorju. Kljub slabemu vremenu na Farovcu obeležili mednarodni delavski praznik 1. maj. V rubriko Lokalne novice smo ta teden uvrstili dogodke, ki smo jih posneli konec aprila in v začetku maja. V četrtek 21. aprila je predsednik Slovenjebistriškega društva upokojencev Gabriel Cintauer sklical redni letni zbor članov društva. Na dnevnem redu pa sta bili ocena dela v preteklem letu ter sprejetje usmeritev za letošnje leto. Slovenjebistriško društvo upokojencev je konec leta 2015 štelo 1226 članov in članic. Tako sekcije kot organi društva so se po svojih močeh trudili, da bi uspešno izvajali zastavljene naloge. V veliki meri so se ubadali tudi s pomanjkanjem finančnih sredstev, prilivi pa so iz naslova članarine, dotacij občine in donatorjev, nekaj pa so jih pridobili tudi na razpisih. Pod okriljem društva delujejo številne sekcije in komisije, tako da lahko vsak član najde kaj zase. Sicer pa je bilo združenje prijetno in vsaj za trenutek so mnogi pozabili na vsakdanje probleme, ki jih tarejo. Prav tako v četrtek 21. aprila so na Slovenjebistriški osnovni šoli Pohorskega odreda obeležili dan šole. Na prireditvi so učenci predstavili svoja znanja, ki jih vse leto pridobivajo pri pouku, izbirnih predmetih, interesnih dejavnosti, v šoli, v naravi in še kje. Program so popestrili pevski zbori, plesne in glasbene točke, devetošolec pa je predstavil raziskovalno nalogo, ki se je uvrstila tudi na državno tekmovanje. Na prireditvi so proslavili tudi vsa priznanja in dosežke. S svojim nastopom pa so se od osnovnošolskih klopi poslovili še devetošolci, ki so vseh 9 let sodelovali v šolskem pevskem zboru. Sedmošolec Jaka Smogavec pa je v naslednjih rimah zapisal, kaj pomeni znanje. Če učiš se, znaš, če učiš se, več veljaš. To so stari nauki, ki so kajpada resnični stavki. In učenci so resnično pokazali, kako pomembno je danes znanje, sploh pa,
če ga sprejemaš z veseljem in zanosom. 22. aprila praznuje planet Zemlja, pa ne rojstnega, saj se je ta zgodil že pred več kot 4 milijardami let. Od leta 1970 namreč vsako leto namenjamo več pozornosti osveščanju o tem, kako pomembno je ohranjati naš planet. Letošnji moto je Drevesa za Zemljo, torej saditev dreves, ta pa prispevajo k boljšemu zraku in počutju prebivalcev. V Slovenski Bistrici, v Tomšičevi ulici, je Bistriški škrat, društvo staršev, otrok in mladine, v sodelovanju s krajevno skupnostjo Pohorskega odreda posadilo nekaj sadik stebrastega gabra. Društvo Vintgar pa je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Alfonza Šarha, Zavoda za kulturo, komunalnega podjetja in medobčinske turistične zveze posadilo drevesa v drevoredu pred slovenjebistriškim pokopališčem. V soboto 23. aprila sta na Pohorju potekali že 9. zapored prireditvi Šarhov pohod in Festival miru. Sporočilo obeh slovesnosti narekuje, da smo ljudje tisti, ki soustvarjamo zgodovino, se zavzemamo za mir in skupaj z mladimi rodovi spoštujemo tudi napore in boj slovenskega naroda v najtežjih trenutkih njegove zgodovine. Udeleženci so najprej prehodili pot od Treh kraljev preko Črnega jezera do Treh žebljev, kjer so se spominsko slovesnostjo spomnili padlih borcev Pohorskega bataljona. Popoldne pa so pri Treh kraljih obeležili Festival miru. Zbrane pa je v imenu veteranskih organizacij pozdravil generalmajor Ladislav Lipič. Slavnostni nagovor pa je udeležencem namenila Kaja Primorac, študentka mednarodnih odnosov in prava. Vsaka generacija na svoj način sooča z duhom časa in temu na čas piše svojo zgodovino. Slednjo ključno prispeva k soustvarjanju lastne, pa tudi kolektivne zgodovine naroda. Le-ta pa na to sklenjenem krugu skupaj z maternim jezikom služi kot gradnik za izoblikovanje narodne zavesti. Tudi narodna zavest ima svojo dinamiko. Je spreminjajoča se, odvisna od značilnosti danega časa in prostora. V skladu z njo se spreminjajo tudi samo pojmovanje, percepcija tujega in pa vrednote. Kljub spremenljivi naravi kolektivne identitete pa v srčikah naše biti kot presežna, zmeraj ostaja temeljna izmed vseh vrednot – mir. Slovar slovenskega knjižnega jezika nas uči, da je mir stanje brez vojne, brez spopada. Življenje nas uči drugače. Kot tok slednjega je tudi mir v predmetni nedokončane zgodbe. Je vrednota vsakršnega časa, ki nam ni zgolj položena v zidko, kot iskreno izročilo naših prednikov, temveč želja po njej kot takšna samostojno biva vsakem posamezniku. Predstavlja duhovno in obglavno sredstvo, ki opismenjuje temelj naše zavesti, naše identitete, nas. Razprostira se na neskončnem kontinuumu, katerega gonilo so vztrajna prizadevanja zvestega naroda in njegov optimistični ustroj k boljšemu jutri. Premore bistvo, ki združuje sodelovanje. Na svojo dediščino miru moramo biti zato ponosni, kajti ni nam bila dana, bila je izborjena. Grozodejstva druge svetovne vojne namreč niso bila prizanesla nikomor, niti v naših krajih. Prelivanje krvi, mnoštvo izgubljene življenja. A v duši današnjega časa so ta življenja zaznamovana s pomenom nikdar pozabljenih soustvarjalcev slovenske zgodovine, slovenske narodne zavesti, slovenstva. S pomenom je naša, so metafora za idejno in moralno znak pokorniškega duha nad smrtjo. Enako gre seveda za pogumna srca vseh tistih, ki so svojo domovino pomagali ohraniti v času osamosvojitvene vojne Slovenije v letu 1991. Sama pripadam generaciji, katere mir v smislu odsotnosti vojne je bil izborjen še pred njenim obstojem. Pa vendar se prizadevanje zanj v njegovi polnosti ne konča na tej točki. Razsežnosti slednjega so namreč neizmerljive. Namesto z orožjem si danes za mir prizadevamo s svinčnikom ter knjigo v roki. Z enako obravnavo pripadnikov obeh spolov, družbeno vključenostjo, trdnim zavedanjem o pomenu nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin z medkulturnim dialogom. Vse to so danes tudi sestavni deli narodne zavesti novih generacij. In če je narodna zavest gradbeni element miru, je jezik sredstvo njegovega posredovanja,
širjenja njegove vesti. Z njegovo globino nam je tvorjenje zavesti sploh omogočeno, z njegovim žarom oblikujemo svoje upe, hrepenenja, sanjamo. Prav jezik je tisti, s katerim je vsa naša prizadevanja sploh mogoče realizirati in opolnomočiti. Posebljanje mladih s tujimi jeziki je seveda ključnega pomena, vendar pa je obvladovanje maternega tisto, kar opevanju miru daje še posebej v malih prilih. Tako moja generacija, kot pripadniki vseh menoj, smo izredno hvaležni za prejeto dediščino miru. Hvaležni, da nas nikdar niso preplujali odjeti strelov, da nam ni bilo treba trpeti pomanjkanja ali prisilno zapustiti svoje domovine. Hvaležni smo 70-letno obdobje miru, razvoja in razcveta človeštva. Hvaležni, a previdni. Po svetu ne smemo stopati zadiskajoč si oči, živeči v prepričanju, da enako usodo delijo tudi drugod. Ne smemo pozabiti na še zmeraj žgoča vojna žarišča, nešteto kilometrov dolge poti prebežnikov, s tem izgubljenih generacij mladih in nepopisno trpljenje. Vsekakor pa mora v naši zavesti obstajati dovolj materije razuma za zmožnost relativizacije dogajanja. Percepcija je namreč tista, ki bo v kritičnem trenutku tehnično presela na stran osebnega miru, posledično skupnega. Dogodki si namreč zmeraj zaslužijo vsak poskus objektivne obravnave in razumevanja, saj lahko, kot pravi Jacques Derrida, nekogaršnji skrajnež bolj borec za svobodo drugega. Zato izkušamo ne obsojati, temveč razumeti in delovati solidarno. Miru namreč ni dano, da bi bil vsiljen. Dosežen mora biti skozi razumevanje, saj le to dopušča, da se bo v svoji celovitosti tudi obdržal. Vemo, da se vojno vsakič začno v mislih ljudi, zato je potrebno prav tam, na istem mestu, v njih mislih, izgraditi obrambne poslove miru. Zavedanje o težavnosti vsakršnega časa je tako nujno potrebno, kajti vsak čas je težek, saj je neposredni proizvod človekove narave. Ta, da se kaj hitro pusti zbaviti na stran proti tankevih zveri in podreči njihovim nemoralnostim. Triptih o večnosti naroda, pa miru in narodni zavesti o Bogu stoji še svoboda. Stanje, v katerem se ljudje podrejeni samo zakonom, zaradi česar so sicer upravičeni do lastne izbire ravnanja. Vrednota je vse prej kot samoumevna. Če je mir, kot ga poznamo danes, plod boja, je svoboda prav gotovo pridobljena z osvajanjem. Osvajanje še nepoznanih pravic, emancipacija od vsega represivnega. Vendar pa ne smemo pozabiti, da svoboda s seboj na drugi strani prinaša tudi odgovornost. In če mojim besedam o miru, narodni zavesti in svobodi ne verjamete, boste prav gotovo verjeli enemu izmed naših državnih simbolov, ki pripoveduje popolnoma enako zgodbo. Slovenski himni. Ta učiteljica naroda namreč prepeva o miru in služitju med vsemi, ki je med drugim prav posledica slednjega. Je ena izmed redkih himen, ki v svojem bistvu ne podarja zgolj nacionalističnih težav, temveč dejansko zbrinja tančico med domoljubjem in miroljubnostjo. Ju prepredajoč se povezuje in ustvarja trden most med njima. Most, ki bi moral vse svoji pristnosti ne obstajati zgolj v mislih vsakega posameznega pripadnika slovenskega naroda, temveč vsakega prebivalca našega planeta. Od konca mi zboljše dovolite, da vsem zbranje iskreno čestitam v tem čudovitem prazniku miru. Prazniku, ki v svoji biti nosi vero ter zaupanje v samobitnost svobodne prihodnosti. Hvala, da ste letos prisluhnili vesti mlajše generacije in upam, da ste spoznali, kako je vaš optimism, medgeneracijski razviti na vkljub zaznamoval ter oblikoval vaše mišljenje. Da ste spoznali, da mladi še zmeraj s ponosom posedujemo, živimo in negujemo prejeto dediščino miru. Želim vam čudovito preživeti dan v dobri družbi in kot je rekla mati Terezija, mir se prične z nasmehom. Zato vas prosim, da tudi v tako posebnem dnevu nikar ne spobarite s svojim. Hvala. V kulturnem programu je igral Veliki orkester Slovenske policije. Prireditev pa so sklenile članice skupine Kombinatke.
Obeh prireditev so se udeležili pohodniki od blizu in daleč, pa ne samo v zvesti tradiciji, temveč tudi v veri, da je treba ohraniti mir in svobodo, ki smo si jo tako težko priborili. Ob mednarodnem prazniku dela 1. maju je pri Ribniku Farovec potekala osrednja občinska prireditev, na kateri je zbrane pozdravil slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar. Slavnostni govornik pa je bil Martin Dular, sekretar regijske organizacije sindikatov kovinske in elektroindustrije. V današnjem času tudi delavci že delajo i petek in svetek, sobote, nedelje, praznike, tudi že po 12-13 ur. Danes so ti delodajalci resnično podobni tistim časom, čeprav govorimo, da smo v 23. stoletju, ko bi moralo biti bistveno boljše. Delodajalci so takšni, politiki so taki, da ne govorim o tajkunih, ki so vse pokradli. Vsi vemo, kaj se dogaja v tej naši prelepi Sloveniji, v čudoviti deželi, ki smo nekoč govorili, da je mala Švica. Danes nismo Švica, danes švicamo od dela ali od nedela. Veliko je delavcev, ki je izgubilo svoje delo. Veliko je danes naših penzionistov, ki imajo male pokojnine, ne morejo preživeti in malo kdo se spomni na njih. Ki so šele mladi, kateri nimajo dela in čakajo, da dobijo svoje delo. Se pravi, smo v neki zakotni situaciji, ko ne vemo, kaj narediti. Kljub kislemu vremenu so obiskovalce zabavali poskočni muzikanti, mladi upi ter Tanja Žagar z ansamblom. Prireditev so popestrili še s prvomajskim sejmom, skupini z ročnimi možnarji ter motoristi. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu arhivskega posnetka ene od oddaj Veznega člena, kjer smo pred kamero povabili Zlatko Drev iz jezikovne šole Iza in Valerijo Motaln z Radia Rogla. Tu in tam pa le poglejte v nebo in v vremensko napoved, da bi lahko v primeru hude ure zaščitili vsaj tisto, kar se še rešiti da. Kljub vsemu vnesimo v svoje domove vedrino, saj je vendar mesec maj. Pa srečno do prihodnjega tedna.